Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Bratje in sestre, 4. velikonočna nedelja se imenuje tudi nedelja dobrega pastirja, kar pomeni, da je nedelja duhovnih poklicev in ves teden je bil namenjen molitvi za duhovne poklice, kar ne pomeni samo v strogem pomenu besede za duhovnike in redovnike in druge posvečene osebe, ampak predvsem za nas vse, za kristjane, kako oznanjujemo evangelij, kako ga živimo, kako smo polni Svetega Duha, kakor smo priče polnosti Svetega Duha, apostolom, na čelu katerih je bil Peter v današnji Božji besedi. Na začetku svete maše poglejmo svoje srca ter priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega propustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse ангели in svetnike in tudi vas prosite zame v hramu nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Christus
vstal Peter z 11, povzdignil glas in spregovoril: Zagotovo naj ve vsa Izraelova hiša. Tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: Bratje, kaj naj storimo? Peter jim je odgovoril: Spreobrnite se. Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so oddaleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog. Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govoril: Rešite se iz tega pokvarjenega rodu. Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti in tega dne se jim je pridružilo približno 3000 ljudi. To je Božja beseda. Oh
Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, pred Bogom je hvale vredno, če delate dobro in če potrpežljivo prenašate prikosti. Saj ste pri vendar za to poklicani, saj tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. On ni storil greha in ni bilo zvijača v njegovih ustih. Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja. Ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično. Sam je na svojem telesu prenesel naše grehe na res, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Poslušali smo Božjo besedo. Prvi on spregovori, v drugem isto, celo
pismo apostola Petra, prišlo pismo, da se pa Peter v središču. Ni tisti, ki oznanja v središču, ampak tisti, ki ga oznanjajo. Gospodin profesor na teologiji, pastoralne teologije, smo včasih prišli študenti v kakšno polemiko, smo bili kritični do vodstva cerkve s papežem na čelo in potem je pastor je tako umiril situacijo, ko so se zadeve razgrele, Spet spojel kaj proti papežu, škofom, tako naprej. No in je rekel, poslušajte, vete kaj, pravi, pa kaj papež, kaj škofje, kaj duhovniki, Kristus je važen. To sem si najbolj zapolnil od njegovih predava, ker bi reče bil zelo nezanimiv, ker je skozi prav. To pa je prav, Kristus je važen, ne tisti, ki ga oznanjamo, se pravi, ne tisti, ki oznanja. Ravno to, glede, imamo danes Petra, seveda ga moram izpostaviti, zaradi tega, da ga damo za vzgled, kaj zdaj pomeni biti oznanjevalec. Se pravi, na vinkošni dan, kaj bo na vinkošni dan? Kaj se zgodilo? Sveti Duh pride, v polnosti pride nad 12. Do takrat so se skrivali iz strahu, da jim ne bo kdo kaj naredil, po pride pa Sveti Duh in jih opogumi in se nič ničesar več bali. Kak je to pokazatelj strahu, strah je pokazatelj tega, da vprašanje, koliko je Svetega Duha v nas, ko se non-stop nečesa nekaj boji. Peter pa ostane in ni čisto več kompliciral. Pove bistvo, zagotovo naj ve vsa Izraelova križa, tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. Se navezujem na drugo verilo, ko pravi, sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les. Se pravi, sam, on edini, nihče drug. Nihče drug. Koliko iščemo v odrešenikih raznih, vzhoda do zahoda, vedeževalke, horoskopi, imeke in tako naprej, ne bom zdaj predolg, ampak on je tisti, da ne bi iskali nekje druge, on je tista vrata, ko pravi, nikjer druge ne boš prišel v odrešenje, razen skozi mene. In on je vse naše grehe ponesel na les križa. In ko pravi Peter, visega križanja ne pomeni ona ta množica, ki je bila zbrana, samo on je, ampak mi tu, ker nam pravi, govori Božja beseda. Vse ni bilo v bistvu tam nobenega človeka, ki je fizično Jezusa križal. Kje so bili ti rimski vojaki, veliki duhovniki so bili tam zaprti v svojem svetu, ni bilo tam zraven, tisto množico. Potem so samo privlekli apostole, potem do 3. poglavja naprej lahko bereme, so samo privlekli na zaslišanje, ker so oznanjali Jezusa. In pravi, vi ste ga križali in nam pravi, ti si ga križal svojimi grehi. In on je tvoje grehe ponesel na križ in jih odličil. In kaj nam je storiti? Potem pravi množica. Kaj naj storimo? Kaj potem Peter govori? Spreobrnite se. Visijon smo imeli 2 leti nazaj naslovom. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Spreobrnite se in dajte se krstiti v imenu Jezusa Kristusa. Spreobrnite se, spremeni mišljenje. Kaj spremeniti mišljenje? Ravno to, da nihče drug ni odrešenik kot Jezus Kristus. Spreobrnite se, krstiti se dajte v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. To je to. Zdaj, mi smo se dali vsi krstiti. Verjetno vsi smo krščeni. Večina nas je primerni bila. In prejeli smo istega Svetega Duha kot apostoli. Ker pravi, potem na koncu, kaj je pa sam tega oznanila, da so tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, se
so se dali krstiti in tega dne se je pridružilo 3000 ljudi. V moči Svetega Duha. Koliko se nam je že pridružilo ljudi, ko smo mi poznanja evangelija? Govorim iz moje izkušnje, da boste opogumljeni, neče še župni, ko ne gre kaj bo nam. Se pravi, kar sem Trbovlja, 10 ljudi približno sem izpisal iz cerkve, čez 200 pa pokopal. Torej smo v minusu na podlagi mojega oznanila. Ne vem, koliko je pri vas, ne se pravi. Vsak izmed nas je to razmisli. Ker tu se zdaj navezujem na zadevo, da ni oznanilo evangelija zdaj odvisno samo od nekih posebej postavljenih. Tu tisti, ki so bili krščeni, so potem naprej oznanjevali. Ni zdaj tisti, ki so sprejeli krste in potem pa so pa veselo, brez skrbi živeli do konca svojih dni. Ja, oznanja so šli naprej, ne samo Peter in 12, ampak tisti, ki so bili krščeni. In to je zdaj naša ta slovenska rana naše vernosti. Ko samo čakamo, kdaj bo nekdo nekaj namest nas naredil. Ko so že večkrat rekli, da kako je nevarno sedeti v cerkvi. Ko na podlagi svojega položaja misliš, sej bom odsedel, sej mora župnik vse povedati, vse mora narediti, in potem jaz pa tek imam same pravice. Spravi, isto na državnem področju, imamo zdaj tole vlado, ki odpravlja tekoče posle, in zdaj mislimo, da je kaj morajo vse namest nas narediti, pa bolj zdaj bomo pričakovali novo in bomo vse oni mogli narediti, Ja, jaz sem pa državljan Slovenije. Ja, sej, to, kar se dogaja na vrhu, je samo izraz tega, kar se dogaja med ljudstvom. Samo čakamo, da nam bo nekdo nekaj dal. In smo še potem nevošljivi tistim, ki seveda kradejo, ki imajo možnost krast, vsi se rečem, kradejo, imamo po podzavesti pa nosim, če bi pa jaz bil na istem položaju, pa enako delo. Samo čakamo, začenši od stanja za kruh ture, samo čakamo, da bi se naučil kruh peč, ker imamo roke, noge, pamet in ne bo noben meni govoril, da ne moramo delati. Lahko delati. Sem že rekel, da za 1. maj ti zaslužek je drugotnega pomena. To imamo mi v glavi, da mi delamo zato, da zaslužimo. Ne, delaš zato, ker te dela osvoboji. Zaradi tega, ker smo pač v tem sistemu, ko sem rekel, že 500 let trajajo industrijska revolucija, manj težko razmišljamo v tej smeri. Prav podobno na cerkvenem področju, vse more, papež zrihtati, škofe morajo zrihtati, župnik mora zrihtati. Jaz pa lahko veselo vedrim. In potem sem čakal, in potem ocenjujem, kak se en papež je v redu, drug ni v redu, rečemo, zdaj, kak je tale papež v redu, ko je zdaj, kak je simpatičen, ob tem pa se nobenega sprašuje, kakšna je pa zdaj moja vera, ali se moja vera zato zdaj povečala zaradi neke simpatičnosti tega papeža. Ampak pa pri nas zdaj nimamo škofov, jaz nobenega ne pogrešam, ni grede, kaj je zdaj zato, ker je manjša vera pri nas, kaj? A je zato manjša vera? Zato, ker nimamo pač nekih škofov, vem, jaz nisem zaradi tega vere zgubil. Pa tudi, če bojo škofe, pa če jih bo še enkrat več, če bo kaj več vere zaradi tega. Enako, če pri duhovnikih, pri župnikih, sreča se kaj povečala vera, ko sem jaz tudi, Narobe bi bilo, da bi se zaradi mene povečala, ker ne gledamo na persono, na osebo, ker Kristus je važen, sem rekel prej, Ne zdaj, kak nam je nekdo simpatičen ali pa nesimpatičen. To ni vera, ampak nekaj izkazovanje čustev do nekih oseb. To ni nobena vera. Zdravi, vera ne more biti, ne moreš vplivati, ne more vplivati neka zunanja situacija na vera. Če ne bi pokazati moje nevere, če je zunanja situacija. Torej, gre se za to, koliko jaz kot vernik, kot
kristjan, kot tisti, ki sem kršen, tisti, ki sem birman, tisti, ki se krepim v zakramentu svete Evharistije, koliko sem jaz Kristusov, koliko sem jaz osvobojen, koliko to svojo svobodo podajam in jo živim, tako da se drugi navdihujejo na mene. Ne s prepričevanjem, pa jadikovanjem, pa ne vem kaj, ampak z veselim življenjem. Torej, dragi bratje in sestre, nedelja dobrega pastirja, naj nam bo v poduk in v razmislek, zato koliko jaz živim svoje krstno duhovništvo, svoje krstno poslanstvo, koliko sem močno zasidran v Jezusa Kristusa in če bomo to vsak pri sebi naredili, potem se nimamo bati tudi za neke službene duhovnike ali pa redovnike. Nimamo se bati za to, ampak bojimo se lahko samo takrat, ko bom jaz svojo odgovornost prelagal na druge. Takrat, ko bom pa odgovorno živel krščanstvo, takrat, ko bom odgovorno oznanjal evangelij, pa se zna začeti kaj premikati, tudi začenši v številkah. Ne pre 3000, ampak vsaj ne bo šlo za vzdolj v minus. Amen. Vjerujem. Bratje in sestre, Jezus, dobri pastir, skrbi za svojo cerkev, zato nam naroča, naj prosimo gospodarja žetve, da nam bo poslal delavcev na svojo žetev. Polni zaupanja ga na dan duhovnih poklicev prosimo. Gospod, odprl si nam vrata večnega življenja. Daj, da bomo to življenje prejemali v izobilju in hodili za teboj kot ovce za pastirjem. Prosimo, da usliši nas. Razsvetliš škofe, duhovnike in redovnike, da bodo s svojim delovanjem pritegnili vse člane Božjega ljudstva, posebno pa mladino k apostolskemu delu. Prosimo, da usliši nas. Pomagaj vernim družinam, da bodo ustvarjale okolje,
da bodo na začeti pot ustrajali. Dobri pastir, blagoslovi naše družine, da bodo iz njih prihajali našemu narodu, duhovniki, redovniki in redovnice, ki bodo z besedo in zgledom poznali novim rodovom, veselo oznanilo sleče s teboj, ki živiš in kraljuješ preko Maje. Amen.
svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vera. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po preko Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni je ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so vrli v tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje odličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in da bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podaj nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: mir vam bodi. Ne gre na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi o miru, ne bodi popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš
in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Oznanimo si Gospodov mir s stiskom roke. Amen.
močno povabljeni, da se upišete. Bo pa tudi to zadnje v letošnji sezoni to, potem bomo videli naprej, kako bo. Glede na to, da so eni isti skozi. Ker bilo je namen tega, da se branje Svetega pisma razširi tudi ne samo na najbožji krog skupinskih sodelavcev, ampak tudi na ostale vernike, tako da ne bo zadeva samo po sebi namen. Torej, res vabljeni na branje Svetega pisma v petek po sveti maši, pa to do 10. ure. Vse pa naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami!